Drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma drage poslušalke, dragi poslušalci našega podcasta Zgodovina slovenskega alpinizma. Lepo pozdravljeni, danes sem ponovno z vami Peter Mikša in pred nami je nova zgodba, nova epizoda iz zgodb zgodovine slovenskega alpinizma. Ponovno bomo predstavili enega stebra slovenske zgodovine in nahajamo se pri njemu doma. Smo v Mojstrani in sicer v bistvu zelo blizu stene Grančišča, pa tudi Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. Torej smo pri Mojstrančanu, ki pa ni samo Mojstrančan, ampak je tako imenovana Mojstranška veverica. Kdo je torej moj današnji gost? Poglejmo njegov kratek opis. Janko Ažman je pomemben član ali pa pomemben člen slovenske alpinistične zgodovine. Je, pozor, prvi Slovenec, ki je presegel magično mejo 8000 metrov in sicer v navezi z Matijo Malešičem. Mu je to uspelo na odpravi v južno steno Makaluja leta 1972 leta. Ne samo, da je dosegel oziroma presegel višino 8000, 3 leta pozneje je Janko Ažman v navezi z Nejcem Zaplotnikom dosegel vrh prvega slovenskega oziroma jugoslovanskega tedaj 8000-čaka Makaluja, torej znamenita odprava leta 1975. Prav ta odprava pod vodstvom legendarnega Aleša Kunaverja je Slovenijo, tedaj seveda še Jugoslavijo, umestila v svetovni alpinistični vrh. Janko je tudi prvi Slovenec, ki je preplezal enega od 3 tako imenovanih zadnjih problemov Alp. In sicer naveza Janko Ažman, Zvone Kofler, Klavdij Mlekuž, Janez Brojan, Matija Malešič in Tine Čopič je leta 1968 preplezala steno Granžerasov po Vokerjevem stebru. Med alpinisti velja ob tem za še posebno legendo, že danes omenjeno, je eden od članov oziroma soustanovitelj znamenite, danes legendarne med plezalci, plezalne skupine tako imenovanih mojstranških veveric. To so bili fantje, 6 njih, ki so bili člani te skupine, ki so v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, lahko rečemo, premikali meje mogočega tako v domačih kot v tujih stenah. Ob tem je bil Janko tudi dolgoletni gorski reševalec. Tako, prehajamo sedaj v naslednjo poglavje tega pogovora, ključno poglavje. Prisluhnimo, torej, kako se je Janko znašel v svetu vertikale, kje se je vse začelo, kako se je začelo, kdo so bili njegovi soplezalci, pa najbolj zapomljive odprave, seveda gore, stene, smeri. Prisluhnimo, kaj mi je povedal, torej prisluhnimo plezalni zgodbi Janka Ažmana. Janko, lep pozdrav. Pozdravljeni. Me veseli, da si se odzval mojemu povabilu, me veseli, ker se lahko družim tukaj pri tebi z legendo, stebrom slovenskega alpinizma. Veseli me, ker se tako domače tudi tikava, kot je prav, ne, med hribovci, med plezalci, gorniki in tako naprej. Predlagam, da kar začneva z... Sem tudi jaz vesel. Ja, greva s prvim vprašanjem, takoj začnemo. In sicer vprašanje so kronološko postavljena, sedaj že kar precej znana, ko gostim plezalce. Pa najprej tisto najpomembnejše, ne, kdaj in kje se je vse, kar se plezanja tiče, začelo. Kdaj si se začel ukvarjati z alpinizmom in zakaj, torej zakaj tam? Ja, z alpinizmom sem se začel ukvarjati leta 1964, in to
tle v domači mojstrani. V domači mojstrani pa zato, ker smo se vsi poznali in so seveda starejši fantin nas mlade pritegnili, kam so nas peljali in tako smo začeli pa tudi sami plezati. Najprej pa skoraj skozi je bil moj plezalec Zvone Kofler. Vse težke stvari sva splezala skupaj. Ko si začenjal s plezanjem, ob tem seveda na nek način že lokalnem, skoraj že običaju, tu verjetno ste plezali že precej, so plezali že precej prej, ampak ko si začenjal plezati, si bil pod vtisom mogoče kakšnih tedaj že precej znanih, odmevnih jugoslovanskih, slovenskih odprav. Trisul je bil predtem, 64. so bili akademci v Andih, o tem se je govorilo, ob tem, da seveda so tukaj nedaleč stran Vrata in seveda severna Triglavska stena, Joža Čop je bil še živ in tako naprej. Si mogoče koga poznal, te je kdo od teh pritegnil tudi? Mislim, da Joža Čop kar naredil en tak vtis, tako da nas je potegnil v to. In potem še potočnik Miha je bil tudi z Belce drugač, pa Uroš Zupančič, pa to so bili stari alpinisti, so kar dajali nam vzgled. Z Jožetom Čopom je ena znana prigoda, kako vas je enkrat ogovoril, ko sta šla z Zvonetom v steno, z čeladami. Kako je bilo to? Ja, z Zvonetom smo šla, prideva z Aljaževega doma, Joža je sedel tam za mizo, ne vem, če ni imel ene 2 ceci, ga imel pred sabo. Mi dva sva imela na hrbtnikah čelade privezane. Je rekel, kogaj zdaj fanta, kam pa greš ta s talim kahlam? Ja, kar njemu podobno, bil je veseljak in znal je tudi dobro spodbujati. Zdaj pa, ko smo že pri omenjenih čeladah, verjetno, ko si začenjal plezati, torej v začetku 60-ih let, čelad še ni bilo. Ne, v začetku smo imeli smo bili v kapah ali pa imel kdo kakšen klobuk, drugač pa imeli smo navadne vrvi tudi, najlong pa tega, ne. Aha, še navadne, še polopljene, ne še, ja. Koj pri težjih smerjeh smo pa že dobili, takrat nam je pa že tudi odsek priskrbujene vrvi pa to. Bil si član katerega odseka? Odsek Mojstrana. Mojstrana, ja. Rekel si, da pri težjih smereh ste že imeli dobre, boljše vrvi, ampak slišal pa sem, da pa ste še kar precej težke previsne zadeve plezali še brez pasa. Ja, še 67. leta smo prvič v Cinah, v Dolomitih, v 3 Cinah, v veliki Cini sva plezala diritissimo, super diritissimo, še brez pasov. Čelade so bile že, pasov pa ni bilo še. Tako da smo bili z vrvjo navezani samo okoli pasu. Takrat pravzaprav še tistih oprtov nismo delali z vrvi. Potem se je ta tehnika šele pokazala, imeli smo pa veliko smo se naučili pri reševanju. To je bila precej naporna zadeva, ne samo plezalno, ampak tudi viseti cel dan v previsih, torej zgolj preko pasu navezano vrvjo. Smo kar klobase okoli pasu, tako da ki je bilo konc. Plezali pa ste z gojzarji, ne? Ni bilo plezali smo z gojzarji, imeli smo še navadne, urodje je bil lesena, ne, mislim, ročaji pa to.
Gojzarje pa ste kupovali, ali vam jih je kdo delal? Gojzarje nam je delal, saj moje prve gojzarje je naredil Aržen z moje strane, čevlar, ki je kasneje tudi naredil škornje za Makalu 75, te visoke škornje. Za celo ekspedicijo. Za celo ekspedicijo, torej tudi ti si nosil potem na Makaluju, ampak o Makaluju kasneje, bomo se še kar precej dotaknili tega pomembnega obdobja. Veliko, torej, ko si začel plezati, te je dejavnost potegnila, veliko ste plezali, ste kaj posebej trenirali ali je pač bilo plezanje trening? Tako je bilo. Smo prišli v AO odsek, smo bili praktično kar normalno že tudi pri reševalcih. Tako da treninga praktično ni bilo treba, ker smo skozi reševali. Naprimer, če smo šli koga iskati na Kredarico, smo zagrabili tisti marinar, en spredaj, en zadaj in ga nisi spustil do krme. Odličen trening. Mogoče smo se enkrat vmes ustavili, drugače pa dur. Bilo je pa takrat tako, da nas je pri vsak reševalni akciji moglo biti vsaj najmanj 7. A je bila to stenska ali je bila popota. Tako da nekaj jih je nazaj vlekel, nekaj pa... Torej, navada je bila predvsej v tem vašem okolju, da ko si plezal, če si bil plezalec, če si bil pri AO-ju, da si bil tudi reševalec. V moji strani je bilo skoraj zmeraj tako, da kdor je bil alpinist, je bil tudi reševalec. Istočasno. Od začetka seveda pripravnik, po izpitu čez 2 let si pa že reševal tako normalno. Ko si začenjal plezati, ko si bil že malo v tem, si imel kakšne posebne vzornike? Verjetno si imel, pa a so se ti razlikovali, ne vem, na začetku pa kasneje? Na začetku so bili vzorniki bolj fantje, ki so že plezali. Pozneje, ko smo pa brali tiste knjige, pa že, naprimer, Hermana Bulla, pa vse te osebe, tudi, naprimer, brali smo knjigo, te zadnji 3 problemi, Arptans, za vsega vedel, kje je bil, pa kako. In to je bilo zelo zanimivo tako za nas. In ti so vplivali na vas? Verjetno je tudi nekaj od tega vplivali. Ker naslednje vprašanje je ravno to. Torej, govorimo o tujcih, ki so očitno imeli vpliv na vas, poznali ste njihove vzpone v Dolomitih, Alpah, tudi v Himalaji, verjetno zgodbe Francozov na Annapurni, pa seveda Everest in tako naprej. Tujci so vplivali na vas? Po mojem so vplivali, Lahko našteješ mogoče, a pa iz vseh teh tvojih vzornikov, ki si jih imel, pa ne zgolj vzornikov, tudi lahko soplezalcev, našteješ 3, ki lahko rečeš, da so te naredili za alpinista, kot si bil. Torej, da so bili najpomembnejši v tvojem plezalnem življenju, v dejstvovanju. Mislim, da se Klekar ustavil v odseku, domačem odseku. To je bil Klavdij, je kar veliko pripomogel. Potem pa, ne vem, potem sva pa kar Zvone tam. Z njim sta veliko plezala, tako, In to je, lahko rečemo, tudi tista plezalna, že omenjeno... Sigurno sva bila eno od drugega, zato nam je
pa je tudi ratvala. Je bil ki blizu doma, tule sta bila Ja, blizu doma? samo čez vodo, tam čez tako, Bistrico. seveda, Ja. to je Skoraj soseda. Najbolj primeren soplezalec, ki je zelo blizu. Torej, Zvone Kofler je bil tisti, ki je s tabo največ plezal v nekem obdobju, seveda, skupaj. Potem pa je počasi verjetno bila tudi že v moji strani tudi neka klapa. So bili to starejši plezalci ali ste se začeli med sabo tako približno isto stari družiti? Prej so bili kakšen let mlajši ali pa isto stari. No. In to je... Pa so zraven prišli Janez Dovžan, mislim, Langus, Kristel, Miha, Smolej. To so bili tak že kar. No. In govorimo že o mojstranških vevericah. Ne? To je zelo znana skupina, če prebiramo zgodovinske zapise enega obdobja 60-ih, 70-ih let na Slovenskem, ne gre čez mimo mojstranških veveric. Bilo je še nekaj drugih skupin, Ljubljana, Kranjčani in tako naprej. Se spomnim, Ljubljančan so bili zelo od Cica, Štupnika do Krivca, pa Krivica, a ne. Pa to je bila kar dobra ekipa, samo oni so srečo imeli, ko so študirali, so več časa imeli. Mi smo hodili na šiht, v službe, in smo samo konc tedna. In ta lokalna družba, potem lokalnih plezalcev, domačinov, se zamisli, da bi imeli svojo skupino in jo seveda poimenujejo. Ne še takoj. Ne še takoj. Mi smo začeli kar zelo obiskovati Dolomite, te tri cine. Tam smo praktično priplezali vse težke stvari v enem obdobju 3 let. Vse tudi, naprimer, to streho največjo v Cini, so jo en let, a so 67. ali 68. Nemci priplezali, smo prvo ponovitev so mi dva pa naredila. In tam je tudi raz Kortinskih veverc, to smo pa plezali tudi s Klavdi, pa Zvone, pa jaz, in tam se nam je pa porodila ta zamisel in smo rekli, zakaj pa toliko smo že priplezali, smo pa že zaslužili, da tudi mi rečemo kaj na to stvar. In ime je hitro prišlo. In tako je, kar se prijel ta ime, mojstranški veverc. Imeli ste tudi enoten stil, torej videz, z majicami, z vevericami, rdeče barve. Rdeče puloverje na rokavu z veverico. So vas hecali kdaj drugi, ko ste bili, v vratih, pa so prišli kaki Ljubljančani, pa so rekli, kaj zdaj? Niti ne, nismo nikoli imeli nič. Smo se kar dobro zastopili, kar zelo z vsem. Omenil si že raz Kortinskih veveric. Očitno je to bila tudi ideja za eno pomembno tvojo prvenstveno smer, in sicer v svingi, torej nedaleč stran. Lahko rečemo, da je svinga res ena izjemna zgodba. Pustimo samo konfiguracijo stene, del stene v naši severni Triglavski steni, ampak ima pomembno zgodovino. Tam se je dvigala meja leta 61, ko splezata Aleš Konaver in Mikec Drašler. Prvo smer, pa potem, ko Mahkota pa Ščetin obraz splezata, torej na nek način lahko rečemo železna doba slovenskega alpinizma odpira nove linije. No, potem se pa pojavi nova, tretja, lahko rečemo zaključena trilogija z tako imenovanim razom mojstranških veveric v svingi, ki pa je sicer tehnična, ampak predvsej že je bilo prostega plezanja pri tem, ko splezaš ti s soplezalcem tole linijo, očitno oba mojstranške veverice. Kako je prišla sploh
ideja ste imeli ogledano to linijo in kako je vzpon izgledal? Večkrat sva se ozirala pravzaprav na to svingo. A ne? In S kom si jo preplezal? s Zvonetom Koflerjem. Ja, tako, da se ve. Preplezala sva z Zvonetom Koflerjem in večkrat sva prej opazovala to svingo od daleče, pa sva pa dostikrat, dvakrat sva šla Prusik Šalje, da sva točen ugledala teren, a ne? In preden sva začela, sva en dan od spod nesla robo, kline pa to, tako da sva vstopila, sva splezala ta prvi težek del, a ne, in sva se spustila nazaj dol, pa na lepi polic pribivakirala, pa je šla naprej. Torej, smer je bila preplezana v 2 dneh, nič prej poskusov. Mislim, da je pravzaprav 3 dni. No. Ja. 3 dni, ja. Lepo dejanje, Ja. Tako, za tako markantno linijo, še danes zelo med plezalci obljudena, mislim, v smislu, da željena. Lepa je, ja. Tako, gre za res luftig ras, krasna izbira, seveda pa nekdo, ki je tule domač, zna najti linije, ker jih ima pogosto pred očmi. To moram povedati, da je bil specialist za to zvone. Res, njemu lahko rečem, da vsa čast, kar se tega tiče. Ja, Zvone je bil takrat res skozi ob tebi, tudi v bistvu leto prej, vidva 69. preplezata raz Mojstranških veveric, 68. pa sta vidva v ekipi že prej v uvodu omenjeno z Klavdijem Mlekožem pa Janezom Brojanom, Matija Maležič, Tine Čopič, preplezate pa v bistvu prvi Slovenci, eden od 3 problemov Alp. Vem, da so poskušali že prej v 60-ih, 61 sezonov, do Rame, Matterhorn in tako naprej. Zakaj ste šli Walkerja plezati? Bi lahko mogoče kakšna lažja smer bila tam prej izvedljiva v Žorasih? Kako? To je pa bilo izziv za te 3 probleme, ker smo preplezali v Grand Jura, smo probali tudi v Aigarju naslednji let. Ampak smo prišli do 1000 metrov, pa nas je pa začel zasipati sneg in slaporeme in plazil čez nas, tako da pravzaprav so nas prav to pritegnili, ti zadnji problemi. Ja, to je bil izziv, verjetno takrat. Izziv je bil, nasplošno dvigati lestvico, malo pa tudi verjetno prvenstvo, kdo bo prvi, Tudi to je bilo, Ker to je, Žorasi vaši so prvi, potem šele pride Matterhorn in Aiger, 70. se zaključi ta zgodba, kar se Slovencev tiče. No, potem pa, 71. leta odprava v Hindukuš ni v bistvu tvoja prva na nek način odprava, že 64. leta si bil v Durmitorju, ali kako? To je bila praktično druga. Na to odpravo so nas povabili Kranjčani. Torej, govorimo zdaj o Hindukušu. O Hindukušu 71. To je bila kranjska odprava. Lotili ste se precej visoke gore, Istor Onal, je bil eden od ciljev, 7400 metrov visok, in vidva z Zvonetom sta bila pridružena člana, torej... Pa Brojan. Pa Brojan Janez, in to ni bila tako, kot danes plezalci poznajo te zadeve, letiš z avionom, pol dneva rabiš, da prideš do izhodišča pod goro, ampak je bila to na nek način odprava 3 odprav
Ja. kombi do tja, spon na goro in vrnitev nazaj. Ne? Ja, ja. Mi smo imeli 2 spačka, pa eno katrco, pa turnak. Smo šli, štartali smo v Kranju, pa do... Kako pa je pot izgledala tole? Takrat je sicer bil ta Bližnji vzhod in tako naprej malo bolj že umirjen, ne? Ja, ja. Naredili se je tam, bi rekel, v Iranu ali pa še tam, da je skočil kdo na cesto, pa zakasiral. Aha, celo. Ja, drugače je bilo pa... Kakšne so pa bile ceste, pa poti to? Ceste, zelo veliko je bilo še makadama. Turčija pa tam do Irana je bilo še kar... Okvare na avtih, gumi defekti? Prav poseben ga ni bilo. Zanimivo, vzdržljiva vozila. No, šipa nam je crknila na kater, to je bilo enkrat. Drugače je bilo kar... No, odprava je sama po sebi bila zelo uspešna, ne? Prišli ste na vrh, z Zvonetom ste se povzpela ja, na vrh, je pa potem v bistvu vrnitev je bila pa, lahko rečemo, tragična, tragedija, ne? Ko se v nesreči, kaj se je sploh zgodilo? Jaz sem vozil, pa zleteli smo z ceste. In v tistem se je užgal, avto se je užgal pa... Avto se je užgal? Ja, Katra, v Katri smo bili. Janezu Broju ni bilo nič, meni tudi nič. On je pa padel iz avto in ga je upekal. Aha, kje pa je sedel Zvone? Zraven mene. Aha, to je to. Ja. Naključje ali ne, kako bi temu rekli. Ne? Ja, tu se pol konča. To je bilo res, to je bilo zelo tragično. Mislim, verjamem, pa vaš soplezalec, s katerim sta bila res... Dolg časa nisem mogel preboleti. Res. So hribi pomagali takrat? So. Ja, to ja. marsikdo reče, ne? Ker ko je naslednji let smo že šli na Makalu, ne? Tako, ja. En fokus. To je bilo kar malo. Olajšanje. Ja, en fokus, pa neko drugo stvar, trening in tako naprej. In tako, 72. leta pride prva res velika jugoslovanska odprava na 8000-ak. To je ta ideja, kako se lotiti 8000-akov, ki je na nek način zaznamovala slovenski alpinizem, kasnejši. Vizija gledanja na alpinizem, to je očitno, smo imeli Slovenci dobre vizionarje, dobro, tu se izpostavljata seveda Aleš Konaver in Tone Škarje, ampak z vsemi ostalimi zraven, ki so dajali ideje. Samo Aleša še danes ne bi mogel prihvaliti, res. On je bil, kar se je lotil, moj uspel. Ja, s tem, da je bil zelo sistematičen, da je naštudiral vse naštudiral. On je bil 10 let pred to odpravo v Himalaji, kjer sta z Irinom predelala in iskala cilje. Tu je naša pot, je nekje zapisal, preko sten, prav si je zamislil. In vi ste takrat uspeli preplezati steno in priti na 8000. Torej govorimo ti in Mitja Maležič. Matija Maležič sta prva, ki sta v bistvu dvignila to lestvico čez 8000. Postavila sva tabor 4, ne 5, tabor 5 na 7, nekaj čez 7900. Pa še naprej sva potegnila to, da sva prišla čez 8000. In to takrat brez kisika. Mogoče bi še rinila naprej, takrat sva imela še kar nekaj moči, pa ne vem, da je ustavili. Tudi grozen veter je bil.
Tudi vreme se je počasi kvarilo. Tako da, Torej, če bi bil kisik, bi mogoče šlo naprej, ali pa tudi ne. ali pa tudi ne, Ja. ker je tudi videl se nič ni, a ne. Ker to je tako zasipal veter, da je bilo nemogoče skoraj. Kaki so pa bili občutki, v bistvu na tej odpravi pridete pod tako mogočno steno? Je bilo veliko straha ali je bilo veliko samozavesti in poguma? Ja, mislim, da smo bili kar fejst pogumen, pa mislim, je bilo dosti poguma, no. Ker prvi, ko smo prišli v bazo, smo imeli sestanek in smo se mogli odločiti, a gremo v steno, a gremo francoski ras, a gremo po Japonska je že tudi imela eno smer, a ne. In vsi smo pač rekli, probajmo v steno, a ne. Kako ste pa trenirali takrat za Himalajo? Torej, to je tvoja prva Himalaja, imel si sicer izkušnje iz Hindukuša, ampak kako je doma izgledal trening? Verjetno ste prav trenirali specifično. Ja, za Makalu smo kar... Jaz sem imel pravzaprav tlele poligon na Vrtaško planino. To sem kar večkrat na teden laufal gor, drugače pa pozimi pa se je naredilo, da sem šel s popoldanskega šihta, vzel smuče, pa na Kredarico, pa nazaj popolne na šiht. Samo to takrat še ni bilo prevožen, to sem mogel od moje strani pa skozi peš pa gor. Dobre kondicijske. To je bilo kar, ja. In je pomagalo to potem? Je, mislim, da je kar pomagalo. Ste pa tudi veliko takrat po zimi plezali v hribih, v stenah. Ja, tudi takrat se je plezal. Samo bolj lahke stvari. Ja, seveda, ampak da ste bili navajeni na mraz. Ja, na mraz smo se navajali, ja. Torej, 75. ne, že omenjeno še enkrat, Konaver vodi jugoslovansko, seveda takrat reprezentanco v Himalajo, spet pod južno steno in takrat zaključite delo prejšnje in zelo uspešno, več vas v bistvu je stalo na vrhu. Ti si bil druga jurišna na nek način naveza, z Nejcem, Zaplotnikom na vrhu Makaluja, 8000-ak. No, ko smo prišli v bazo, na primer, je bilo vse zakrit, megla, nič se ni videl, pa se pa odpre in pride Nejc prav, ja, kje pa je Makalu tle, a ne? Je pa čist kontra gledal, a ne. Sem rekel, kle gor poglej, in je bilo tako, da bi malo na hrbet padel. Ja, on je bil takrat prvič, ne? Ja, on je bil prvič. Takrat je začenjal Takrat je on začenjal, ja, uspešno pot, ja. In kako je bilo v steni? Ste bili že torej precej suvereni, glede na to, imeli ste podatke od prejšnjič? Ja, no, na primer, vedel se je že točen za smer, tudi Marjon je na primer že za vsak plan vedel, ki je zabita, ne. Tako da, kar se tega tiče, nismo izgubljali časa, a ne. Bilo je pa še zmeraj tako, da nas je na Štiric enkrat zasul, z Nejcem sva bila gor, pa še snemalca Ridlna sva imela sabo, tako da smo se komaj rešili. V basi je padel 1 meter snega, a ne. Mi smo pa gor hoteli čim dalj zdržati, da ne bilo porušeno, ampak nismo pa mogli do konca ostati, ne. Smo mogli se umakniti. Kaj pa tisti zadnji, torej vzpon in vrh, kako je to izgledalo in kakšni so bili občutki tvoji? 8000-ak, ne, to je verjetno bila res velika stvar, ne? Ja, v 5. višinskem taboru smo se zbrali Roman Robas,
Nejc, Den pa jaz. In spet je bilo problem, ni bilo dosti kisika, kdo bo šel naprej. Nekaj časa smo se še, da bi šibice vlekli, pa to, pa on. Tako celo. Ja, pa so rekli, ti moraš iti, ne, meni. Den pa ostali so se pa še menili, ne. No, takrat sta glih prišla Šravp pa Marjon na vrh in Marjon je prišel brez kisika. In mi smo bili veseli, smo rekli, kamot gremo vsi. A ne, mi smo računali, da bi vsak 2 flaše imel s sabo, a ne. Samo pa smo rekli, če je Marjon prišel brez, bomo pa mi tudi z eno. Tako da je bilo pa tako da smo 3 štartali, Den je prejšnji dan led zadul kolen, ni mogel, ja. Robas pa midva smo pa šli z Nejcem, ampak Robasu je nekaj zmanjkalo, mu je kisik nagajal nekaj, tako da je šel nazaj. Midva sva pa šla do francoskega grebena, pa sva pa začela kisik uporabljati. Tako da samo tisti konc, ko sva prišla na vrh, je bil še pol flaše kisika in sva jo kar gor pustila. Sva rekla, da bi vsaj vedeli, da sva bili na vrhu. Dokaz. Tako. Kaj pa občutki na vrhu? Občutki, ja, vesel si, samo to pride šele za tabo, se mi zdi. Malo te še skrbi, kako boš nazaj prišel, a ne? Ampak pa greš pa k spadal, k sneg, pa šele veš, da je. Ja, to je bil res velik uspeh takrat. Ja, takrat je bil kar, ja. Ja, in naslednja, ne, lahko rečemo vrhunec, ne, kar je verjetno gledano v tistem času, je odprava na Everest 79. leta, ampak tebe pa takrat ni več zraven. Zakaj pa ne? Ja, jaz sem že z prvega Makaluja prišel, začel hišo delati, ne. In pa sem vse usmeril v ta del, ne, tako da zavestno se nisem prijavil. Niti nisi imel namena prijaviti se, ali pač si se prijavil in nisi bil izbran? Ne, nisem se prijavil. Ne, ker izkušnje tudi leta danes bi bile na tvoji strani, ne, absolutno. Verjetno, ja. Vse pa mi je bilo žal, ne, samo kaj je šlo mi. Ja, tako je, ne, tako je življenje. Ja. Zato je prav, da vse zagrabaš, kar se tu not. Dobra misel, tako, ja. Ker ko je mimo, je mimo. Ko je mimo, si tako, nimaš kaj obžalovati. Je kakšna smer, ne, konec koncev, zdaj vemo, da na nek način Everest, ne, ampak a je kakšna gora, smer, linija, ki si jo želel, pa je nisi splezal, pa si jo poskušal mogoče, pa ne, in ti je danes žal? No, žal mi je za Eiger. Za Eiger. Za Eiger mi je zelo žal takrat. No, tako. Samo takrat smo se komaj rešili. In naslednjič pa nisi več poskusil, ali pa da bi imel interesa, da ne, so bile druge stvari, ne? Ni prišel več na vrsto. Ni več prišel na vrsto, ja. Kar nekaj smeri tvojih sva že omenila, res veliko jih je, tudi prvenstvenih. Lahko izpostaviš mogoče enega, ko se ti zdi najtežji. Ne nujno po ocenah, ampak da je bilo največ energije ali pa ne vem česa vloženo, zgolj enega tvojega. Mislim, da bi bilo to prav ta Superdirettissima takrat, ko sva plezala brez
pasov, a ne, pa tako. Pa od spodaj je žena na sredstva biokirala, zgoraj na je pa že zalijala. Gor se je sneg tajal in je zelo bilo mokro. Torej, najtežja preizkušnja na nek način. Kaj pa? Ja. Pa prva taka težka je bila, ne. Kaj pa kakšna smer, ena, ki lahko rečeš, ta je pa moj največji dosežek, lahko je to Makalu vrh, lahko daš enega na prvo mesto? Ja, verjetno je Makalu kar največji dosežek. Čeprav na Makaluju smo veliko bolj gor plačali, prvo 72 leta kot 75. Takrat je bila ekipa pomanjša, ne. In smo res garali, pa so pa še bolezni, a ne, še marsikdo odpade in je. Tisti je bilo kar. Makalu prvi. Makalu, ki je vezan tudi na naslednje posredno vprašanje. 71. leta si v bistvu očividec smrti tvojega najboljšega prijatelja, soplezalca, takrat Zvoneta Koflerja. Na Makaluju je pred tabo stal Marjon, ki se je kasneje po nesreči. S tabo je bil Nejc, zaplotnik, ki potem umre v hribih. Torej, lahko rečemo, da si v življenju dal veliko smrti, torej nesreč, tudi tebi bližnjih oseb. Zraven tega si se smrtjo srečeval verjetno zelo pogosto tudi kot reševalec. Nekako to vpliva na človeka, na plezalca, torej na človeka in na plezalca, da pa vseeno še pleza naprej. Kako se srečuje, kako se soočaš v bistvu s smrtjo, ki je na nek način neizbežna spremljevalka pri plezanju? Zelo te prizadene smrt tistega, ki poznaš, a ne, pa ki ti je blizu. Nekoliko bolj se navadiš, če je tega veliko, tako kot smo res imeli veliko, vsak let je bil povprečen 2 mrtva, a ne, bi rekel kar, in to 45 let, a ne, kar je bilo takega rešvana, kar sem ga jaz, a ne, imel. Tako da že malo topiš, no, nazadnje. Čeprav vsaka smrt pa te prizadene. Ja, seveda, ampak tiste tvojih, ne? Tiste tvoje pa sploh, ne, tiste moraš pa kar nekaj časa rabiš, da to primelješ vse, pa ne, kako. In plezanje tu pomaga? Mislim, da pomaga, mislim, da. Tako je, ne? To je življenje. To je življenje, ja. Bližamo se koncu, dragi poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke. Za konec vprašanja, ne, ki je v bistvu zelo zanimivo z tega vidika. Torej, 75. leta je bil Makalu, odprava, na Everestu te ni. Si šel potem še v 80. 90. letih kdaj na odpravo? Vem, da si šel 2005, ampak od tem naprej je bila kakšna odprava še? Ja, šli smo tam v Ande, v Ajvaš. V Andih, ja. V Ande. Na Irupaho smo Katerega leta je to? To je bilo, mislim, da je bilo 78. Aha, torej 70. leta še. 70. leta, ja. Pa Aconcagua je bila še. Aconcagua, kdaj? Kakšen let prej, 2. Torej 80. leta, 90. leta, nič, ne, Janko Ažman skrbi za hišo, dela, ne. Potem pa pride jubilejna odprava 2005, torej 30 let od Makaluja, ko se odpravite, kar močna v bistvu ekipa, ne, takrat na Amadablam, ne. In ti na vrhu stojiš, ne, govorimo o 6500 metrov visoki gori, 60 let si star takrat, ne. Kako je šlo? Ja, lahko rečem, da je šlo kar v redu.
Skupaj sva bila z Janezom Dovžanom in nas je povabil to Grošelj že kakšne pol leta prej rekel, tako da smo vsaj lahko malo začeli potrenirati. Ampak to je bila meni tako res lepa odprava. No. Skupaj smo se dobili, tako da prav vesel sem bil. Lepa izkušnja. Res Torej, lepa, ja. Katera je bila pa tvoja zadnja smer v hribih? Prva smer je bila slovenska, pa zadnja tudi slovenska. Katerega leta? To je bilo pa po Amadablemu. Potem, Alpinist sploh kdaj neha biti alpinist? Fizično verjetno že, ne? Fizično že, po srcu pa najbrž ne. Tako. Ja. S to srčno zadevo zaključujemo. Hvala, Janko, da si me gostil, hvala, ker si bil gost, hvala za te tvoje življenjske zgodbe, prelomnice in tako naprej. Me je veselilo. Ja, tudi mene, hvala tudi tebi. Ja, dragi gledalci, drage gledalke, poslušalci, poslušalke, to je bila nova epizoda iz zgodovine slovenskega alpinizma. Hvala še enkrat Janku za to, da je delil z nami te svoje spomine. Kar se pa nas tiče, pa se vidimo, slišimo kmalu. Do takrat pa srečno.